Zimo številne živali prespijo. Nekatere pa so tudi v teh zimskih dnevih dejavne, recimo mačje pande, levi in sibirski tigri, ki mraz obožujejo. Pozimi so celo bolj aktivni in zanimivi za obiskovalce. Živalim, ki na mraz niso prilagojene, pa omogočijo izbiro, da gredo na prosto ali ostanejo na toplem. Taka je slonica, azijska slonica Ganga. Ona ima letos tudi nove lamelne zavese in se pol odloči, a bo šla malo na sprehod ven ali bo raje ostala v toplem slonjaku. Potem žirafa je tudi odvisno, če je zelo mrzlo, je ne spustimo ven, ker ima pač velika žival, ima veliko površino in se seveda potem tudi hitreje ohlaja in težje pogreje. Vsako leto se na zimo dobro pripravijo. Oskrbniki se odločajo glede na temperature in veter, kar redno in dnevno spremljajo. Živali že jeseni začnejo jesti energijsko bolj bogato hrano. Posebej sezonska je prehrana živali, ki zimo prespijo. Rjavi medved, ki ima zelo sezonski jedilnik, to pomeni, da predvsem poleti in pa predvsem jeseni, se pravi, je visokokalorična hrana, pozimi pa v tem letnem času, ko se odpravita dremat, pa v bistvu ne dobita nič oziroma ne potrebujeta nič drugega razen spanca. Lahko pa se zgodi tudi, da nekatere druge vrste imajo malenkost povečan obrok v zimskih mesecih, recimo morski levi, zaradi tega, ker se temperatura vode zniža in je v bistvu ta energetska potreba se jima pozimi poveča, ampak vsi jedilniki so vedno prilagojeni tudi glede na težo živali, se pravi, vse je usklajeno s tem, da oskrbniki redno tehtajo živali in spremljajo njihovo fizično kondicijo, potem pa se naprej prilagaja jedilnik. Zima v živalskem vrtu zato pomeni drugačen vsakdan. Manj je obiskovalcev, več pa miru, ki ga živali pogosto potrebujejo. Oskrbniki dan za dnem prilagajajo delo razmeram in vedenju živali. Prav ta neprekinjena skrb je zelo pomembna za dobro počutje živali. Oskrbnik priporoča, da živalski vrt obiščemo prav sedaj. Obisk pozimi je pametna odločitev zaradi večjih razlogov. Prvo je to, da so nekatere vrste zelo bolj aktivne v teh mesecih, izražajo kakšne zanimiva obnašanja in tako naprej. Drugo, ker je manj gneče načeloma, tako da si lahko ljudje v miru pogledajo vse. Določene živali so tudi bolj vidne, ker ni toliko listja pa podrasti, tako da jih lažje opazimo. In tudi iz tega razloga mogoče zanimive, nekatere spremenijo svoj kožuh pozimi, recimo dvogrbe kamele ali pa volkovi so veliko bolj odlakani, imajo zelo zanimiv kožuh in se iz tega razloga tudi jih zanimivo videti v zimskih mesecih. Oskrbniki se trudijo, da se živali čim bolje počutijo in da med njimi ne prihaja do sporov. Veterinarski trening morskih levov si tudi obiskovalci radi ogledajo, kako jih hranijo ter kako se pripravijo na veterinarske preglede. S pozitivno motivacijo se naučijo mirno obstati ali se obrniti na bok, kar veterinarjem omogoča pregled in zdravljenje brez uspavanja. Tako so živali bolj mirne, oskrba pa varnejša in natančnejša. Obiskovalci so nad podobo živalskega vrta pogosto presenečeni. Mislim, da jih najbolj preseneti, da ne pričakujejo, koliko živali je dejansko na prostem v zimskih mesecih. Tudi takih, recimo, savanskih vrst ali pa puščavskih vrst, kot so recimo zebre, noji, antilope. Zima vsekakor ponudi drugačno podobo, ko si v tišini lahko vzamemo čas, ki si ga sicer ne moremo, in živali prav zares opazimo. Takrat postanejo vidni drobni trenutki in vedenja, ki jih v hitrem vsakdanu pogosto spregledamo.